Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo pa govorili o načelu srednjega glikemičnega indeksa in o tem, kako shujšati v trebuh. No, zadnjič sem že govorila nekaj, pa je en gospod o tej smeri, pa je gospod komentiral, zdaj pa rabim še praktične nasvete, kako naj se znebim vam pa. No, ampak v glavnem, vemo, da ima veliko ljudi težave s tem, da enostavno zelo malo jejo, pa enostavno ne gre nikamor. Zdaj pa, kje je lahko vzrok? Pojdimo po vrsti. Prvi vzrok je lahko, da manjka v prehrani beljakovin in to je najbolj pogost vzrok. Če manjka beljakovin, manjka tudi B vitamina, manjka tudi gradnikov, praktično se tukaj zašteka. No in vam povem zgodbo. Enkrat sem bila na enem predavanju na Krasu in razlagam vse to in rečem na koncu. Sem rekla, lejte, če se danes druga niste zapolnili, samo to morate vedeti, po vsakem obroku, če druga ne popijete, če ne pojeste dovolj beljakovin, čist popijte en deci jogurta. In res je ena gospa to upoštevala, čez pol leta sem imela spet tam predavanje in dejansko ta gospa, mislim, da je shujšala okrog 20 kil v pol leta. Mislim, neverjetno, ona je bila druga, prav neprepoznavna. In ker je bila vegetarijanka, je imela pomanjkanje beljakovin v prehrani in pomanjkanje beljakovin vedno vodi do tega, da kljub temu, da zelo malo ješ, da ješ pretežno zdravo hrano, lezeš narazen, ker ni B vitaminov. B vitamin, predvsem B6 vitamin, je pa v žihu celici, je tisti, ki aktivira. Naslednji vitamin je vitamin C. Komur manjka C vitamina, ravno tako ni užiga. Zato mi potrebujemo vse 1000 mg C vitamina in še en mineral je ključen pri užigu in to je pa magnezij, ne vitamin. Je pa magnezij, magnezij je pa naslednja užigalca. Tako da zdaj, če gledamo to kombinacijo, kje dobimo vse te zadeve? Glejte, če na dan pojemo nekaj oreščkov, dobimo nekaj magnezija. Ampak stres pa prednostno porablja magnezij. Pa druga stvar, če popijemo neke limonade, nekaj svežih sadežev, recimo jagodičevja, recimo, dobimo C vitamin. Ampak stres, 20-minutni čustveni stres, pokuri 300 mg C vitamina. Juhej! In presnova se zaklene, ustavi in lezeš samo še narazen. In utrujen si, kar ne užiga. Kar zmorejo celice, zmorejo shranjevati, ne zmorejo pa kuriti. To je tako, kot če si predstavljate, vi imate lahko polno drv v skladišču, ampak če nihče te drva ne prinese v peč in ne zakuri, juhej, nič ne pomaga, še kar vas bo zeblo, čeprav imate poln drv. Zato je toliko pomembno, da razumemo ta proces, kako deluje presnova. In naslednja zadeva, omega-3. Omega-3 maščobna kislina je pa dejansko ključna, da se gradijo hormoni, ki topijo maščobo. Zdaj pa kdaj se topijo maščobe, kdaj se gradijo te hormoni? Dejansko se gradijo med spanjem, po 2 urah trdnega spanja, samo če zvečer jemo. Zdaj pa to je pa res pomembna informacija, beljakovine, zelenjavo in vzamemo zvečer omega-3 kot prehransko dopolnilo in C vitamin. Recimo, moja večerja danes je bila skleda kitajskega zelja, noter sem dala skuto, zraven sem pojedla, kaj bo še zraven? Aha, pa peteršilj sem noter narezala, tako da v glavnem peteršilj, kitajsko zelje in ja, seveda bučno olje, v glavnem sem začinila vse tukaj, pa avokado sem dala noter. To je bila moja večerja in seveda pred spanjem vzamem pol omega-3 pa C vitamin. Tako da, to so pomembne informacije. Zdaj pa naslednja zadeva. Kdaj še ne morete shujšati? Dajmo razložiti načelo srednjega glikemičnega indeksa. Recimo, kdor zjutraj popije smuti,
In če imate smuti in v smuti date, jaz bom zdaj računala zraven, banano, ki ima glikemični indeks 65, naredite to, zmešate na vodi, vodo ne moramo šteti, da je to glikemični indeks, dodate noter mandle, ki imajo glikemični indeks 15, pa dodate zraven še recimo peteršilj. Peteršilj ima glikemični indeks, lahko rečemo samo 5, ker je to začimba. Kljub temu, da ste dali banano, ki ima 65 glikemični indeks, se to sešteje skupaj, poglejte, 65 pa 15 je to 80, plus 5 je 80 plus 5 je 85, ampak kje je tukaj problem? Banana nima beljakovin, peteršilj nima beljakovin, mandlji nekaj malega imajo beljakovin, ampak manjkajo živalske beljakovine, tako da jaz bi tukaj noter dala še jogurt. 15, se pravi, bi bilo to 100, deljeno 4, pomeni, da je glikemični indeks takega smutija 20. In to je absolutno za hujšanje. No, potem naslednja zadeva. Dopoldne recimo pojeste en sadež. Zdajle je jesen, izobilje, lahko pojeste grozdje, lahko pojeste hruške, jabolka, ampak, če tukaj zraven ni beljakovin in tisti, ki smo občutljivi na sladkor, kaj se bo zgodilo? Padeš dol, si brez energije in si kot pašteta na tleh. Ali pa omleta, brez energije. Zato je pomembno, da poleg tega sadeža pojeste nekaj od beljakovin. Zdaj pa kaj so te beljakovine? Lahko je kozarec jogurta, lahko je pest mandljev, lahko je košček sira in sploh recimo sir pa grozdje gre izredno dobro skupaj. Ali pa recimo, glejte, pomislite, kaj paše skupaj, meni je to tako prav gurmansko. Fige, pa imate orehe, pa imate pršut, pa sir, recimo. To je božansko. In če imate zraven še beljakovinski kruh, brez problema pojeste beljakovinski kruh. Zdaj pa še ena stvar. Pri ljudeh, ki ne morejo shujšati, je velika verjetnost, da na način odreagirajo na gluten. Gluten pa nas pa dobesedno napihne, zadržuje vodo v telesu. In tisti, ki ste občutljivi na gluten, boste imeli občutek, da ste zabuhli, da imate tle, zabuhli ste. Pogledate noge, imate občutek, da imate kar količke, ne noge. Dajte poskusiti nekaj časa biti brez glutena in ne vem, za družino skuhate testenine, ampak za vas si naredite ajdovo kašo. In boste videli, kako dobro se boste počutili. Ali pa riž tudi nima glutena. Toliko dobro se boste počutili, zato ker gluten zadržuje vodo v telesu in na koncu ste zabuhli, ne pa debeli. In zato, ker to veže nase vodo. No, potem recimo za kosilo samo solata z avokadom. Premalo. Kje so tukaj beljakovine? Jih ni. Obvezno morajo biti zraven beljakovine in ko manjka beljakovin v prehrani, smo zmerom, se nam zaklene presnova, manjka. Preveč ogljikovih hidratov vpliva na to, da se naša presnova zapre, naše celice zaprejo za naslednjih 5 ur, sporočajo, da so lačne, mi jemo potem cukor, logično, namesto, da bi jedli pač hrano, ki uravnava sladkor v krvi. No, potem recimo popoldne, zdaj jaz govorim na jedilnike, ne gospe, kava pa zraven je majčkeno skira pojedla, skir je v bistvu mešanca med jogurtom pa skuto v bistvu. Sem probala, ampak meni bolj paše, da kupam čisto preprosto našo skuto, pa če je pregosta, jo razredčim z jogurtom. V glavnem, tukaj pa pol manjka vlaknin. Zdaj pa vlaknine so pa spet potrebne, da se čistijo jetra, žolč in zakaj so še vlaknine pomembne? En trik pri hujšanju, poglejte, mi imamo lahko vseh teh hranilnih snovi zadosti. Iz maščobne celice se zlušči ta maščobna kislina in jo telo pele, voziček se zgradi, karnitin, in se pele na kurjenje v mišično celico. Ampak, če nimamo zadosto količino vlaknin,
se zgodi to, da mi moramo vso maščobo predelati, zato ker del maščobe se pa preko jeter in žolča zveže na vlaknine in gre preko črevesja ven, dobesedno gre v vesci školjko. Če imamo dovolj vlaknin, in zato je tako pomembno, če bi radi shujšali, dajte čim večkrat uporabljati naribano zelje, pa kitajsko zelje, ker zelje vsebuje grenčine, ki pomagajo pri odvajanju strupov iz telesa in ki pomagajo jetram, žolčev in ki pomagajo pri tem, da se prazni črevesje. Tako da res priporočam. Lahko majčkeno prej naribate, posolite, da spusti vodo, da ni tako pusta zadeva in boste videli to, ko se boste navadili na to, je to lahko krasna večerja. No in smo pa spet pri večerji. Večerja je pa ključna, spet zelenjava in beljakovine. In če se boste prehranjevali na ta način, boste videli, to je načelo srednjega glikemičnega indeksa. Opisala sem to v knjigi Ko imajo hormoni žur v rumenem poglavju in zato, ker na koncu koncev mi lahko jemo vedno vse. Meni je to najbolj všeč pri tem prehranjevanju. Jemo lahko vse, ničemur se ni potrebno izogniti, ničemur odpovedati. Mogoče, če ne morete shujšati, dajte stran gluten in glejte, da bo skupni glikemični indeks obroka pod 30. In če bo pod 30, boste sigurno shujšali. Pa seveda dovolj piti, zato ker glejte, mi nismo kamele. Kamele imajo maščobo, grba pri kameli, to so maščobe in to je skladišče za vodo. In ravno tako se pri nas zgodi. Ljudje, ki premalo pijejo, se zgodi, da telo začne shranjevati vodo v maščobne celice. Zato tisti, ki dovolj pijemo, se avtomatično čisti tudi ta del maščob, gre to iz telesa ven, pomaga seveda tudi proti celulitu, na dobro počutje in zdaj še en nasvet za celulit. Za vse tiste, ki imate celulit, rabite metlo za jetra in tukaj smo pa pri smutiju iz peteršilja, zelene, jogurta in ne pozabiti na sol. Takole, danes je bilo res čist tehnično. Kako jesti, se prehranjevati, zato ker ni lepšega, kot se dobro počutiti v svojem telesu, ker jaz sem toliko navdušena, ker nekako isto težo, enako težo vzdržujem že leta in leta. In to pomeni, da vsako leto kakšno malenkost si dokupam, ampak načeloma imam iste obleke. In meni je fino, ker mi je vse prav. A ni to fino, ker ni treba razmišljati o novi garderobi in res je fajn. No, tako da, dajte dovolj, da te kakšna stvar odide. In maščoba je tudi skladišče čustev, mogoče da kakšno stvar izraste, da nehate požirati in zato, ker se imate rade, ker se imate radi, skrbite za svoje dobro, lepo telo. Tako da, vse je ljubezen do sebe in predvsem ne, veste, če pričakujemo, da se bomo zredili, pa vedno razmišljamo, da se nam zredila. Možgani ne slišijo ne, ampak dejansko sliši samo to zredila. Ok, hoče se zrediti. No, tle imaš še 3 kile gor. Tako da, telo, naše celice nas slišijo, zato bodimo previdni, kaj si želimo. Lepo se imejte in uživajte, ker življenje vas bo vsekakor imelo rado, ko se boste vi imeli bolj radi. Lep pozdrav!